Lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Tole, kar bom danes vam predstavila, si v bistvu vedno želim vsako leto, ampak vedno zmanjka časa. Namreč skozi različne načine vas želim spodbujati ali pa, da bi čim bolj optimalno lahko sprejeli podporo planetarnih zvez, se pravi planetov, podporo vesolja, vse, kar je v bistvu dano za človeka. In iz leta v leto nekako potem ugotavljam, da ne gre tako, kot bi si vi želeli in da nekako ostajate v enih svojih vzorcih. Zato vam danes predstavljam način, kako si pokvariti leto 2022. Namreč prihajajoče leto, Jupiterjevo leto, je z optimizmom, z močjo, z blagodejno energijo, z financami, s podporo na vseh področjih prisotno. In po horoskopskih znamenjih vam bom predstavila, kaj v bistvu narediti, da se izognete vsem podpori, da se izognete tem pozitivnim, kako bi rekla, inputom, kako vztrajati pri svojem, da se tudi to leto nič ne spremeni. Se pravi, po horoskopskih znamenjih, kako se obnašati in delovati, da si čim bolj uničite priložnosti, ki vam jih daje leto 2022. Kajti, če gledam svet in vse, kar se dogaja okoli nas, se ljudje največ trudijo v tej smeri. Kako uničiti tiste, ki želijo dobro, kako se umakniti pozitivnim spremembam in da boste mogoče našli v tem, kako in kje vztrajati, da se slučajno ne bi kaj spremenilo, potem sledite današnji objavi. In sicer začela bom z znamenji po vrstnem redu, ki imate največji blagoslov. Največji blagoslov v prihajajočem letu, se pravi 5 zvezdic za podporo, ki jo boste deležni v letu 2022, imate Device, Strelci in pa Ribi. Se pravi, 3 horoskopska znamenja, ki boste lahko skozi leto 2022 doživeli sebe, se odprli vsem priložnostim in nekako zaživeli na novo in si ustvarili dobre priložnosti za naslednjih 7 let. Kaj narediti, da se temu izognete? Kaj narediti, da ne bi slučajno prišlo do res večjih sprememb in bi celo mogli sprejeti odgovornost za svoje razmere? Se pravi, če pogledamo device nujno ohranite svoj kritični pogled na vse, kar se dobrega spreminja. Vsako dobro stvar, ki pride v vaše življenje, vsakega pozitivnega človeka, ki se vam pojavi in vas vznemiri, dobro preglejte, odlično sodite, preglejte, kaj vse lahko gre narobe, da se potem imate razlog, da se skrijete. Še naprej se pogovarjate o nesmiselnih stvareh, o stvareh, ki v bistvu s tem potolažite druge, ampak izgubljate energijo s temi besedami in se osredotočite na tiste najmanjše, najbolj brezvezne stvari, ki vam delajo življenje. Na ta način se boste 100% lahko izognali vsej dobri podpori, ki vam jo prinaša leto 2022. Tako da vztrajate v zaprtem umu, vztrajate v jasni komunikaciji vsega nesmisla in se izognite vsemu lepemu na način, da dobro pregledate, kaj vse je narobe v lepih stvarih in v dobrih ljudeh. Strelci, vaša pozornost je na Strelci, vaš je Jupiter vladar in da se izognete podpori, ki vam jo bo dal drugo leto, kajti Jupiterjevo leto bo leto vas, žareli boste v svojih novih energijah in prišli ven iz karmičnega obdobja, v katerem ste v letu 2021 pa že prej, ampak da se temu izognete, se Strelci potrudite pogovarjati se čim več o preteklosti. Obujajte spomine na vse, kar je šlo narobe, obujajte spomine na lepe trenutke ali na dobre ljudi, ki ste jih zamudili in predvsem vztrajajte pri tem, da imate vse prav. To je nujno potrebno, če želite zrušiti podporo svoje družine in vseh planetov, ki jih imajo v bistvu planeti zvezde za vas. Tako da Strelci vztrajajte v tem, da ste glavni, da vas nihče ne more presekati, da vas nihče ne more podpreti, da vi najbolje veste vsem, kar se dogaja. Spremljajte življenje na način, da ste vi na piedestalu in vsi ostali so podložniki nekje spodaj
in predvsem vztrajajte v tem, da ne bo nič boljše. Kajti imate izkušnje iz preteklosti, imate izkušnje iz strani podpore življenja, da veste, da pač imate smolo, da sicer ste dobrega srca, kar ste, da sicer imate veliko sposobnosti, kar jih imate, ampak da vas življenje vedno potem malo opehari, tako da vztrajate v tem smislu in uspešno boste zapravili tudi vso podporo leta 2022. V nasprotnem primeru, če pogledate na sedanjo sproti vsakdanjega trenutka, date domačim in svojim bližnjim več veljave kot popolnim tujcim, se pa mogoče lahko zgodijo preobrati. Zato pazite, raje zatirajte domače še naprej, odmikajte se od bližnjih ter se posvečajte popolnim tujcem, kot da so zlato za vas. To imate strelci za nalogo, če se želite izogniti vsej lepi podpori leta 2022. Ribe, imate priložnost v letu 2022 doseči svoje sanjsko življenje, zato pazite, da res ne boste slučajno sprejeli vso podporo, kajti potem se celo lahko zgodi, da vaša lenoba od zjutraj do večera nekam izpuhti. Namreč ribe imate rade sodelovanje, ampak veliko bolj v mislih in besedah kot potem v dejanski konstrukciji. Zato se ribe drugo leto izogibajte vsem optimističnim ljudem, izogibajte se tistim, ki vas podpirajo v dobro in se izogibajte stvari, da jih naredite takoj. Prelagajte, kolikor se da, vse stvari, ki so vam pomembne, prelagajte iz dneva v dan, iz meseca v mesec in potem bo leto minilo, brez da bi vi naredili večjo spremembo, kar bo vam nekje v globini vaše duše sicer žal, ampak en del vas bo zadovoljen, kajti spet boste lahko dokazali, da ste res trpeče bitje in da ste kot Kristus na križu, ki se je za druge žrtvoval. Ribe, torej v naslednjem letu, če ne želite sprejeti totalne podpore, ki jo imate, saj Jupiter prehaja vaše znamenje in še odlično podporo z drugih planetarnih zvez imate, torej če se ribe želite izogniti preboju v vašem življenju in se postaviti na noge za naslednjih 7 let zažret v popolnem blagostanju, lepoti, harmoniji, v družini, poslu, narediti kariero, ki vam odgovarja, potem se vržite v svoje hipohondrične težnje po bolezni, po slabem počutju, po romantičnem iskanju nečesa boljšega in ignorirajte vse dobro, kar imate okoli sebe. To vam lahko potem reši spremembe, da v naslednjih 7 letih ne bo več potrebno narediti večjih sprememb. Pluton še ne bo kmalu prišel v vaše znamenje, to bo šele po letu 2044, zato se nimate bati, da bi slučajno prišlo do večjih sprememb, čeprav bo Saturn prišel v vaše znamenje leta 2023, 7. marca, in takrat se bodo stvari razrešile, ampak brez čustvene drame. Tako da, če ne želite sprememb, potem ohranjajte svoj status quo za vso ceno, glavobole, stiske, srce, čustvene težave, vse, kar zmorete najti, poiščite in se izognite najlepši podpori, ki so vam jo pripravile planetarne zvezdne energije za leto 2022. Jupiter vam namreč lahko spremeni življenje totalno v smeri, po kateri hrepenite, ampak na žalost je treba dvigniti zadnjico, iti iz komfortne cone in se soočiti z realnostjo iz dneva v dan. Vsak trenutek. To seveda ne želite, zato poslušajte nasvet, kako se izogniti temu. Naslednji 3 znamenja, ki imajo v bistvu 4 zvezdice v mojem pregledu, ki sem ga naredila tako za dobro karmo kot za planer naš 2022 in sicer z velik letni horoskop, ki ga lahko dobite po e-mailu, če ga naročite na angelca.si ali če ga naročite, v bistvu dobite kot darilo zraven ob paketu planer in knjigo Magični rituali obilja, ki je izšla letos. Tako da, torej 4 zvezdice za prihajajoče leto imajo biki, dvojčki in kozorogi. Kako se temu izogniti, kako se izogniti spremembam, kajti bodimo iskreni, ne da se vam več ukvarjati z ničemer, rajši bi sedeli nekje v svojem varnem okolju, s svojimi varnimi ljudmi, v odnosih, ki vam niso optimum, ampak so pa kar so, ni se vam treba nič spreminjati, nič potruditi, ni vam treba pokazati svoje boljše vrline, ampak lahko ostanete v svojem mirnem
okolju, v svoji postani vodi. Torej, biki, kaj narediti, da se izognete odlični podpori, ki jo imate, kajti v vaše znamenje pride severni vozel in vas bo podprl v videnju javnosti. Energije bodo kar naenkrat začele podpirati vašo osebnost, povsod, kjerkoli se boste pojavili, bo kot da imate žaromet nad glavo. Kako se temu izognete? Lepo sledite svoji notranji nestrpnosti, nihate med tem, da bi človeka užalili ali pohvalili, ohranjate stik s tem, da ste vi ta glavni, da je vaš ritem življenja najboljši in da niti pod razno si ne boste pustili, da vam kdorkoli, kakorkoli svetuje karkoli. Tako da biki vztrajate v tem, da ne odprete srce za svoje bližnje, da ne odprete srce za karkoli, vztrajno sledite karieri in svojim materialnim dobrinam, na ta način boste 100% zamudili vse lepe priložnosti za ljubezen, ki se vam odpira v letu 2022 za notranji mir in za notranjo harmonijo, ki lahko vstopi v vaš dom. Torej, biki, priložnost je, da se vam spremeni osebno življenje in tudi življenje, kako vas drugi vidijo, ampak pazljivo, zato bodite dovolj nesramni, nestrpni do vseh, da zgubijo potrpljenje in se odmaknejo od vas, da vas ne bi slučajno podprli v dobro vsem, kar si želite. Naslednji ste dvojčki, ki v bistvu imate priložnost, da nadaljujete to, kar ste v letu 2021 že štartali, malo mogoče z grenkim priokusom, ampak začeli ste spremembe, ki vas bodo sledile, podporo zvest imate namreč, da dokončate stvari, ki ste jih začeli, ampak ker ste tudi začeli zaradi tega, ker ste morali, ne zato, ker bi zares tako želeli. Vprašanje, če si želite to zares dokončati. Tako da, kako se dvojčki izogniti spremembam v življenju, da ne boste kar naenkrat v popolnosti odgovorni za svoje življenje, da kar naenkrat ne boste postali slučajno srečni in izgubili vse pogovorne teme za jamranje, za pametovanje, za sodbe sistema, sodbe drugih in za v bistvu igranje žrtve. Dvojčki, res si ne smete dovoliti, da žrtev spustite iz svojih energij, tako da izognete se s temu, da še naprej se družite z ljudmi, ki vam gredo na živce, da še naprej bijete bitko z mlini na veter, se pravi, da usmerjate energijo tja, kjer točno veste, da ne bo sprememb, kajti priznajmo si, niste neumni, bistri ste, tako da točno veste, kje ne bo spremembe in zato energijo vlagate tja, da slučajno ne bi res prišlo do tega, da bi morali kaj narediti po svoje zase. Tako da, dvojčki, če ne želite stopiti v svoje najboljše čevlje, v svoje najboljše življenje, ohranjajte stik s preteklostjo, ohranjajte stik z bivšimi partnerji, z bivšimi prijatelji, z bivšimi službami ter se pogovarjajte o vsem, kar je že zdavnaj mimo. Tako boste 100% zamudili vse, kar je v sedanjosti za vas in se izognili celo večletnim dobrim priložnostim. Ne bo vam treba prevzemati novih odgovornosti, ne bo vam treba narediti nove kariere, ne bo vam treba se ukvarjati z viškom denarja, kajti sproti ga imate in to vam je dovolj. Bog ne daj, da bi sprejeli odgovornost za kaj večjega, kajti to so potem že problemi. Kozorogi, ste med temi, ki imate 4 zvezdice za leto 2022 in kako narediti, da se izognete slučajno resnični ljubezni, da se izognete notranjim in globokim spremembam, ki vam bodo preprosto spremenile življenje. Ker ste navajeni resnično dolgega obdobja trpljenja, ohranjajte ta stik z žrtvijo, ohranjajte stik, da se nič ne splača vlagati v druge, da se ne splača delati spremembe, da se ne splača sproti komunicirati, da se ne splača biti iskren, da se ne splača odpreti srce, vztrajajte v negi in, kako bi rekla, čuvanju svojih strahov, da vam slučajno kakšen ne pobegne in se slučajno ne odprete strasti, ki vam bo na voljo, ljubezenskim dogodivščinam, življenju, ki vas kliče, ohranjajte ta svoj status quo, v katerem ste varni, mirni, vsi vas spoštujejo, ker ste bogi, ker imate občutek žrtve oziroma ker imate občutek, da se za nekoga žrtvujete. Tako da, kozorogi, če ne želite sprejeti celotnega slapa
svetlobne podpore in energije, ki je v letu 2022 za vas pripravljena, potem sklonite glavo, ne se postavljati na prvo mesto, pozabite nase se spomnite šele takrat, ko ste čisto izčrpani, utrujeni in brez vsake volje in tudi družbe nekje sami zaprti in ko si dovolite celo, da potočite kakšno solzo. Tako se lahko izognete najboljše, najlepši podpori, ki vam jo bo leto 2022 prineslo. Naslednji asi, ki imajo 3 zvezdice za leto 2022, namreč 3 zvezdice iz podpore planetarnih energij, namreč te 3 ase, horoskopskih znakih, zvezde ne bodo niti dobro podpirale, niti dobro ovirale, kar se mi zdi, da lahko dobro izkoristite, da nič ne spremenite in ti asi v horoskopskih znamenjih so ovni, levi in tehtnice. Ovni, levi in tehtnice imate v prihajajočem letu čas vztrajati na svojih norostih, na svoji lenobi, na svojih ranah, da krivite druge, da krivite svet, življenje in da se žrtvujete za ceno svojega lastnega zdravja, za ceno svojega lastnega življenja in nič ne spremenite. Zvezde vas ne bodo silile v spremembe, zato lahko mirno v svojem ležernem prostoru ohranjate status quo, kar vam bo veliko zadovoljstvo, saj ste se že navadili situacije, v kateri ste. Kaj storiti torej ovni? Kako se izogniti temu, da si pospravite dom? Kako se izognete temu, da si uredite domače družinske temelje? Kako se izogniti temu, da postanete celo srečni in vitalni v letu 2022, kar vam dajejo možnost planetne podpore, tako da se še naprej ukvarjate s trivialnimi zadevami politike, da se še naprej žrtvujete za različne namene, za različne akcije, za različna društva, da iščete svetovni smisel v vsem, kar naredite, da se ukvarjate s tujci in z vsem, kar je zunaj vas, nikakor pa ne pogledate domačim v oči, ne prisluhnete, kaj želijo od vas, kaj šele, da bi slučajno doma pospravili svoje prostore, svoj dom, napravili svoje domače gnezdo. Ovni, še naprej begajte od doma, nemir izkoristite za to, da krivdo zvalite na svoje domače in da pobegnete v mesto oziroma v prostore ali v tuje življenja na način, da ste tam zvezda. Povsod, kjer je ni treba, da se dolgo časa zadržujete, vas bodo veseli, navdihnili boste mnoge ljudi za ceno lastnega življenja. Tako da ovni, nadaljujte v tej smeri, če želite, da vam življenje se ne spremeni v dobro, če želite, da vas domači ne sekirajo kar naprej nekaj, če želite vse obdržati na distanci. Lahko se to zgodi, samo vztrajate v tem, da so vam zunanji, tuji ljudje veliko bolj pomembni kot vaš dom, kot vaša notranjost, kot vaše dobro počutje, kot vaš notranji psihični in fizični mir. Takole je. In levi, kaj narediti, da se izognete sreči, ki vas lahko čaka v letu 2022? Namreč levi imate lahko priložnost, da zaživite tako brez težav sproščeno življenje, iskreno, komunikacijsko in dosežete vse, kar ste želeli leta nazaj. Že od leta 2000, kdaj je bilo to 16, 17, 18, ko je bil sončevo leto, že od takrat nekako čutite, da je potreba po spremembah in tudi letos oziroma v naslednjem letu 2022 se lahko temu uspešno izognete tako, da ste tiho. Tiho ste takrat, ko je treba povedati svoje želje, tiho ste takrat, ko je treba izraziti svoje mnenje, ne glede na to, ali je dobro ali je slabo. Tiho ste takrat, ko vas okolica provocira, da želi izvedeti, kaj bi vi hoteli, ampak se raje izgovorite in pustite drugim, da so glavni, pustite drugim, da povedo, kaj želijo, kajti s tem se izognete vsej odgovornosti. Izognete se odgovornosti zase, za druge, da pustite, da je vse po njihovo, da je vse po tako, kot rečejo drugi. Namreč levi, edina stvar, ki jo vi zares bi naj naredili v svojem življenju, je, da zarjovete po svoje. Lev, kralj živali, mora razviti svoj egoizem v sebi na način, da je na njega ponosen,
da je vzor drugim in s tem, kar je naredil zase. Da se temu izognete, kajti to je v življenju potem kar nekaj dela, da sprejmete popolno odgovornost zase, za svoje čustveno življenje, za svoje finance, za svoje vse detajle v življenju, to je veliko stvari in veliko dela, no, da se temu izognete, se samo malo maknete v senco in čakate, kaj vse lahko gre narobe, da potem imate razloge, da niste razvili svojih optimalnih stvari, da se niste postavili na prvo mesto, da niste zaživeli, da niste radostni, veseli, polni denarja, ljubezni in obilja. Tako se torej levi lahko izognete v letu 2022, da se samo obrnete stran in pustite, da se dogaja brez vaše odločitve, brez vašega sodelovanja, spremljate, kaj se dogaja in ste opazovalec svojega življenja. Na ta način boste 100% zamudili in ovrgli vso podporo, ki jo imajo zvezde za vas, tako da to je recept bil. Tehnice, kaj narediti, da slučajno se ne bi zgodilo tisto najhujše in bi celo sprejeli tudi vi odgovornost zase in zaživeli srečno, harmonično leto, ki vam ga Jupiter in ostali planeti ponujajo za leto 2022. Tehnice, nujno, kar morate narediti, da abortirate, se pravi, splavite vso podporo planetov, je, da se še naprej ukvarjate s tem, kaj bodo drugi rekli, da vam so vsi ostali pred vami, da se bolj obremenjujete s tem, kako se počutijo vaši domači, kako se počutijo prijatelji, kako se počuti cel svet, preden dojamete, kako se zares vi sami počutite. Da najprej naredite vse za druge in potem iščete čas, ki ga seveda ni več, zase, ter to nekako izkoristite, da potem ni potrebno nič spremeniti v svojem vsakdanjem življenju. Tako da tehnice, to je vaša naloga, če se želite izogniti leto 2022 in vsej podpori, nič časa ne namenite sebi, nič. Ne razmišljajte o hvaležnosti, ne razmišljajte o sreči, ki jo imate, ne razmišljajte o svojih talentih, ne razmišljajte o ničemer dobrem o sebi, ampak se ubadajte samo s tem, kako boste drugim pomagali za ceno, da mogoče sploh ne bodo opazili vaše žrtve in kako boste druge prisilili, da bodo razumeli vaše nagibe in vaš način življenja. Če sprejmete, da slučajno drugi ne morejo razumeti vas kot take, ker tudi vi zares ne morete razumeti drugih takšnih kot so, kajti vsak najbolje zares živi v svojem notranjem svetu in ga niti pod razno ne more pokazati navzven tako, kot bi si želel, torej osredotočite se na druge, da spustite vso podporo leta 2022 in da se slučajno ne zgodi, da začnete živeti bolj egoistično, bolj srečno in bolj zanimivo življenje zase in potem slučajno niste na razpolago za vse ljudi, za katere vam je mar. Kajti to je res grozno, da ne dvignete telefona, da se ne javite v pravem času, da ne pridete na obisk takrat, ko ste rekli in da ne izpolnite vseh obljub, ki ste jih dali bolj sebi kot drugim. Torej, tehnice za druge naredite vse in s tem se izognete podpori, ki jo imate zase v letu 2022. Ostanejo nam še luzerji prihajajočega leta 2022, namreč tisti, ki bodo imeli podporo, ne vem, kdo je večji luzer, zares lahko, ali tisti, ki ne bomo imeli podpore, kot so, se pravi, ovni, levi in tehnice, ki bomo v brezčasju, nič ne bo vplivalo ne na plus, ne na minus in bomo dejansko od svoje odgovornosti odvisni, ali boste večji luzeri tisti, ki imate podporo v negativnem smislu, podporo za razrešiti določene karmične situacije, za narediti red v svojem življenju, torej prislužili ste si z vidika planetarnih podpor 2 zvezdici in sicer to ste raki, škorpijoni in vodnari, vi imate v prihajajočem letu možnost, torej optimalno možnost, da opustite stare energije, da opustite dramo iz življenja, da opustite največja bremena preteklosti
In to vas bo vesolje podprlo v smeri, da vam pokaže, se pravi, na boleče točke bojo planeti skozi leto 2022 pritiskali in kaj narediti, da se temu izognete, se pravi, da ne greste v spremembo, da ne greste v opuščanje starega, da skrijete vse rane, da skrijete svojo senzibilnost, občutljivost in se odločite za nespreminjanje, da se odločite, da nikako ne greste v novo, da ohranite svoje nekako varno zavetje v statusu quo. Torej, raki, za prihajajoče leto poskrbite, da ne slišite, da se ne pogovarjate na način, da bi slučajno prisluhnili komu. Raki, ohranjajte svojo dramsko igro, svojo v bistvu prisotnost v težavah z drugimi ljudmi, v službi, doma, z domačimi, s financami, zdravstvenimi ali kakršnikoli problemi bodo, ne bodo veliki, ampak bodo ravno takšni, da vas bodo zagrabili v svoj primež in da boste vi lahko svojo dramsko igro odpeljali po svoje. Kako se izogniti sprostitvi oziroma spremembi v dobro, tako, da ne prisluhnete nikomur. Nikogar ne vprašate za nasvet, vsem, ki jim razlagate svoje dramske igre, z njimi se običajno lahko ali sporečete ali jih okrivite celo za te spremembe, za te težave, se pravi, ohranjajte fokus na tem, da ne slišite nič, kar se dogaja okoli vas, da ne vidite nič, kar se dogaja okoli z drugimi in da ne sprejemate nobenega mnenja za merodajnega, da niti podrazno si ne vzamete čas, da bi pregledali, kaj vam življenje želi povedati. Ignorirajte vse simptome, ignorirajte pot, ki vam jo življenje odpira, ignorirajte lepoto, ki vam jo bo življenje dajalo, ter trmasto vztrajate pri tem, da ste pač tako občutljivi, tako mirni, harmonični, tako hrepenite po ljubezni, po enotnosti, tako hrepenite po sreči v domu, da enostavno ne morete slišati, kako do nje. Ignorirajte torej vse, kar se dogaja zunaj in si dovolite, da se vse, kar se dogaja, mimo gre, se vas ne dotakne, da zadržite svoj dramski moment in da ohranite status quo tudi za naprej. Sicer se lahko zgodi, da vam leto 2022 z Jupitrom v ribah popolnoma spremeni življenje tudi vam, če slučajno začnete dihati življenjem, živeti življenjem in slišati, kaj vam imajo za reči ljudje, vaši bližnji, vaši domači, vaši sodelavci, kaj vam govori življenje. Torej, če prisluhnete življenju, vas bo podprlo popolnoma v smeri, ki si jo zares želite, ampak ker pa potem zgine ta dramski moment, niste več center pozornosti vseh okoli vas, potem se pač razgubi ta žrtvena energija in v tem morate sodelovati tako, da tudi drugim date svojih 5 minut. Da se temu izognete, torej ne poslušajte nikogar, ničesar, še najmanj pa življenja. Škorpijoni, vi imate v letu 2022 veliko priložnost harmonizirati, urediti stvari za nazaj. Karmični južni vozel je namreč v vašem znamenju, na plano bo prihajalo veliko tega, kar ste zavestno hote ali nehote potisnili na stran in kako v bistvu prihodnje leto lahko naredite največjo inventuro svojega življenja, lahko uredite tako finance kot svoja čustva, kot svoje fizično počutje, ogromno vsega bo odprtega, kar pomeni tudi ogromno dela in sodelovanja z življenjem ter drugimi ljudmi in kako se temu izogniti čisto preprosto. Še naprej ignorirajte stvari, ki ste jih naredili napačno v preteklosti, ne opravičite se za svoje napake, pustite svoje dolgove odprte, koliko časa gre, da vam že vsi upniki in banke zaprejo vse, kar je možno. Se pravi, ignorirajte vse svoje odločitve, ki ste jih slabo naredili v preteklosti, ter se osredotočajte na hrepenenje po
enotnosti, po hrepenenje po nekom, ki bi vas poznal, po nekom, ki bi vas popolnoma sprejemal. Ohranjajte samo hrepenenje po tem, da bi v očeh in srcu nekoga zares bili cenjeni in vrednoteni. Kajti, če to spustite na realna tla, ste lahko odprete srčni in strastni ljubezni, ampak zraven bodo prišle tudi rešitve za spremembe, zraven z partnerjem bo prišlo namreč tudi želja po ureditvi temeljev, po vsakdanjem nekak sodelovanju, po bolj harmoničnih odnosih, kar pa vas v enem momentu začne obremenjevati, zato se razjezite na ljudi, ki vam želijo dobro, razjezite se na vse tiste, ki vam kažejo v bistvu dobro ogledalo in se raje v bistvu povežete s tistimi, ki vam lažejo obraz, s tistimi, ki govorijo to, kar želite slišati. Tako da to ohranjate za leto 2022, če se želite izogniti svojemu najbolj prebojnemu življenju. V primeru, da že imate fizične bolečine ali vas zdravje muči, je nujno, da nikakor ne verjamete nikomu, ne zdravnikom, ne terapevtom, če želite ohraniti pač status quo, da se ukvarjate potem samo s sabo, kajti to, če ste bolni, je pa res potrebno, da ste 100% usmerjeni vase in 100% egoistični v vsem, kar počnete. Tako da, če želite ohraniti ta status quo, nikakor ne prisluhnite drugim, ki imajo mnenje ali pomoč za vas. Izognite se vsem ljudem, ki vam nudijo to pomoč, vsem, ki vas imajo radi, kajti ljubezen vas še bolj prizadene, ker pade v globino vaših ran. Tako da popolnoma se zaprite, izolirajte, bodite najbolj nasršeno bitje, najbolj odrezavi, renčeči do vseh, s katerimi ste si blizu in 100% jih boste odmaknili še za 1 leto, tako da si boste zagotovili še 1 leto miru in se izognili seveda priložnosti življenja, ki vam ga prihodnje leto nudi, da se vse spremeni v dobro. Če si ne želite torej tega, renčite še naprej kot ranjen pes in poskrbite, da ugriznete vsakega in vsakogar, ki vam kakorkoli želi pomagati. Tako se izognete vsemu, kar vam prinaša leto 2022. Vodnarji v letu 2022 nimate slabih energijskih podpor, nimate pa tako luksuznih, kot bi si jih želeli. Vaš planet Uran je namreč nestrpen v znamenju bika in bi želel, da realizirate vse takoj, ampak bo v biku še par let, tako da se lahko pomirite s to nestrpnostjo, če želite seveda dobre spremembe v letu 2022. Torej vodnarji, v letu 2022 imate priložnost odpraviti preteklost, odpraviti čustvene zagate iz preteklosti, odpraviti vse svoje, kako bi rekla, zanke znotraj vaših energij, ki vam pritegnejo nestrpnost, nemir in neuspešnost v vaše življenje. In seveda leto vas bo vabilo, da se odprete v prihodnost, v novosti, ki jih ne poznate še tako, kot si želite, da bi bili varni v teh novostih. Zato, če se želite izogniti vsemu novemu, ker preprosto ne zmorete vsega, to vam vaša glava vsak dan pove, da imate dovolj novosti, dovolj vsega novega, dovolj novih ljudi in da si želite samo mir. Torej, če si želite vodnarji v letu 2022 samo mir, je preprosto sledite Saturnu, ki je v vašem znamenju, negativnemu planetu strani astrologov, zares je pozitiven, kajti vam kaže, kje se zapletete v svoje sodbe, kje se obrnete v negativno smer, kjer bi lahko nekaj na novo naredili, pa se raje obrnete in ignorirate te spremembe, zato da ohranite svoj notranji sanity, se pravi notranjo zbranost, notranjo povezanost s sabo in v bistvu zamudite priložnosti, ki vam jih nudi življenje. Vodnarji torej imate v prihajajočem letu možnost ali pa življenje vas bo vodilo v prihodnost, v vizijo, v novo življenje, v nova načrtovanja, v nove izzive in če ste preutrujeni, da bi se tega lotili, če imate že zdaj vsega dovolj in ne želite
niti pod razno sodelovati z življenjem, da bi vam še kakorkoli pridigalo, kako morate vi razmišljati, kako morate se obnašati, potem se obrnite stran od življenja, možnost boste imeli, negujte svojo preteklost, negujte tisto, kar je že v vašem življenju, negujte tisto, kar je lepega in ignorirajte vse, kar je novega. Ne veste, kaj je novo, ampak boste vnaprej obsodite, da je slabo. Vse, kar pride od novih ljudi do novih priložnosti v poslu, v osebnem življenju. Ignorirajte, nikakor ne trzajte na novosti in s tem se boste izognili vsemu, kar prihaja lepega v vaše življenje. Kajti v naslednjem letu se vam odpirajo dobre priložnosti, da svojo energijo, poudarjam, ne samo življenje, ampak svojo energijo preidete na novo vibracijo. Ker je pa potrebno spustiti stvari, ki vas bremenijo, potrebno je spustiti sodbe, način razmišljanja, ki vam je domač, potrebno je spustiti način predvidevanja, za katerega slovite, da ste v bistvu zelo precizni, inteligentni, modri celo, da vse to izpustite iz svojega sistema in se samo pogledate, kaj vam življenje zares nudi. Potem tega vse preveč, tako da ohranite svoj ščit mentala, ohranite svoj ščit sarkazma, ohranjajte feeling v sebi in okoli sebe, da ste najbolj pametni in uspelo vam bo, odmaknili se bodo vsi tisti, ki imajo darove za vas, odmaknile se bodo priložnosti od vas in življenje v 2022 bo lagodno. Nič se ne bo posebej spremenilo, navajeni boste tega, kar se dogaja in v svojem bazenčku čustvene dinamike in manjših odločitev boste popolnoma varni. Nihče ne bo ogrožal vašega bazena življenja, življenje bo šlo mimo in vam se ne bo potrebno spremeniti. Tudi do 7. marca, ko pride vaš Saturn iz vašega znamenja, do takrat boste lahko čutili zamere, jezo na druge, tudi hladnost do nekaterih, ki v bistvu vam ponujajo karkoli čustvenega, karkoli prijetnega. Lahko se boste skrili v hladnost Saturna. Po letu 2023, ko pride Pluton v vaše energije, pa boste lahko jezni. Jezni boste lahko na svet, lahko se boste jezili na Boga, na vse druge. In lahko boste to jezo ohranjali vse do leta 2044, ko bo Pluton v vašem znamenju. Tako da priložnost imate, da se odprete svetlobi in podpori v letu 2022. Kako se temu izognete, ste izvedeli danes. Torej, vsi, še enkrat, tole ste od mene izvedeli, kaj ne delati, kako se izogniti vsej podpori, ki jo v energijah dajejo zvezde, ki jo dobite od življenja. Verjamem, da podzavestno si nihče ne želi velikih sprememb. To dokazujemo iz leta v leto. Od leta 2015, ko je bilo Jupiterovo leto in naslednjih 7 let ste imeli dokaz, kako ste podzavestno delovali z energijami, ker je čas za ozaveščanje, to tulijo vsak dan na vseh medijih. Če pogledate na televizijo, radio, bilo katere medije, javne, uradne, boste ugotovili, da je čas za spremembe, ampak če ne želite biti tisti, ki spremembe uvaja, če ne želite biti tisti, ki vas kamenjajo zato, ker ste dobre volje, ker živite svoje življenje, potem si poslušajte današnjo objavo, današnji prispevek še enkrat. Kako se izogniti vsej podpori za leto 2022? V primeru, da se odločite, v redu je, bom sodeloval, bom šel v spremembo, se bom začel zavedati svojega pozitivnega vpliva, svoje dobre volje, svojih talentov, svoje hvaležnosti do vsega, kar mi vesolje daje,
pa je možnost, da slišite iz preteklosti. Na mojem kanalu sem objavila, kaj vam prinaša leto 2022. To preglejte, potem lahko si nabavite planer, ki je že zunaj na angelca.si, planer vodnik v bistvu skozi leto 2022, ki je fokusiran na tiste, ki želite dobro živeti. Če se vam ne da, ne si ga kupovati. Če se vam ne da sodelovati iz tedna v teden z dobrimi energijami, če se vam ne da ukvarjati z odgovornostjo, ki jo dobite s tem, ko sprejmete obilje, ko sprejmete darove, ko se preselite v svojo hišo, to je vse odgovornost. Tako da, če se ne želite ukvarjati s tem, kdo plačuje položnice, kdaj vam zmanjka kurjave, ohranite status quo, ohranite svoje najemniško stanovanje, ne iskati svojih korenin, ne najdite svojega pozitivnega jedra. Legitimno je, imate vso pravico za to, ne nabijam vam krivde, imate možnost ohraniti svoj način življenja, zdaj sem vam dala recepte, kako ohraniti, brez da se trudite. Se pravi, kako ostati v svojem svetu, ne sodelovati s pozitivno podporo. Če seveda si jo pa želite pregurati, enkrat je treba, ni nujno, da se odločite to v tem življenju, sploh ni nujno, lahko počakate na drugi krog ali paralelno življenje. Ampak, če pa se odločite to za v tem letu, ki vam daje boljše možnosti kot vsa ostala leta, se pravi, če v letu 2022 sprejmete darove, ki vam bodo dani skozi vse planetarne energije, skozi vse mrke, retrogradne planete, vse, kar je možno, kaj se dogaja v letu 2022, sem namreč pregledala, en del zapakirala v planer, ker ne more biti 300 strani dolg, smo se odločili, da vam letos damo zraven kot ponudbo za prednaročila, pogledajte ponudbo na angelca.si, letni veliki horoskop, ki zajema po področji življenja, dom, družina, obilje, sreča, priložnosti, zdravje, ljubezen, denar, seveda vse te področja, plus mesečno napoved, plus tedensko napoved za vsako znamenje posebej, kar pomeni, da vam skozi tedna v teden vam ta veliki letni horoskop, ki ga lahko naročite na e-verziji, se pravi preko maila ali tudi tiskano verzijo, vam v bistvu vas vodi, kako sodelovati. Ne kupujte, če ste se odločili, da ne želite. Ni potrebno. Za tiste, ki pa imate najbolj natančen pregled, najbolj natančno podporo iz tedna v teden, kar je že kar v redu, kajti ko sodelujemo z tedna v teden, začnemo dobivati kondicijo, začnemo dobivati ideje, vizijo in potem sproti lažje sodelujete. In še nekaj, če si želite res narediti totalen preboj, potem nabavite v paketu tudi Magični rituali obilja, to je knjiga, ki je za celo življenje, je pa narejena za sodelovanje z energijami. Če ne želite sodelovati, ni vaša stvar, ne kupujte jo, noter ni nič druga kot samo to, kako sodelovati. Da dobite od lune, od planetov, od prehoda sonca, od retrogradnih planetov, od vsega, da dobite optimum zase. To so magični rituali obilja, ki vas zapeljejo v drugo dimenzijo, v dimenzijo podpore iz polmiru, v dimenzijo podpore 7 žarkov, moč, ljubezen, aktivna inteligenca, harmonija, znanje, predanost in pa red in rituali. Leta 2023 bo Marsovo in Plutonovsko leto, leto 7. žarka, reda in ritualov, tako da če se lotite tega, da želite sodelovati, potem imate z naše strani popolno podporo v pisani in energijski vrednoti, se pravi v vseh oblikah, in pa če pa ne, se pa izognite temu. Najslabše na pol. A veste, najslabše je malo sodelovati zato, da mogoče pa slučajno pade loto z lufta, ali pa, ko se začnete malo sodelovati, se namreč odprejo energije in potem, brez da bi se zavedali, vas pritisne tudi vaše rane in se začne večji direndaj, kot bi si želeli. Tako da odločitev je vaša, za ali proti, oziroma za status quo, mirno lahko živite tako, kot živite. Nihče nima te odločitve za vas, nihče, to je vaša osebna, intimna odločitev in resnično vas ne sekiram, to ni zdaj moj sarkazem, ampak resnično imate možnost odživeti svoje življenje tako, kot vam paše. Če se dobro zaprete v svoj notranji sistem, bo tako, kot si vi želite navznoter, ne glede, da vas mogoče kaj muči, ampak je po vaše.
ko se pa vi odprete za sodelovanje z energijami, pa niste ziher, kako bo. Lahko bo nekaj časa je malo težje, da odpustite preteklost, da bremena preteklosti, ampak potem tudi ni ziher, kam peljejo stvari. Nimate pod kontrolo, ampak predate kontrolo svetlobi, energiji vaše duše. Tako da upanju, da ste iz svetlobe z mano, ali pa da ste se zdaj našli v tem drugem delu, pa boste vsaj vedeli, da ne zapravljate časa sledenja meni ali pa našim energijam, kajti vse, kar počnemo, delamo iz svetlobe za sprotno spremembo, za sprotno dogajanje in v bistvu preteklost uporabljamo zgolj zato, da se naučimo, kaj smo narobe delali, kje spuščamo energijo in sledimo temu, kaj govori naše srce in svetloba. Tistim, ki ste se odločili za svetlobo in za optimum v letu 2022, veselim se za vas, kajti Jupiter je res odličen planet, ki podpira maksimalno, kar je v vas, zato želim, da je v vas čim več blagostanja, ljubezni, obilja in vsega, kar zares je v vas. Samo odprite prava vrata in se pokažite na pravi način. Hvala vam za pozornost in nasvidenje.